Pozdravljeni. Na svet, kako bolj živeti. Te dni nas je pretresla novica o poplavah, o milijardi škode. Veliko ljudi ostalo brez domov. Kaj vam hočem povedati? V čem je razlog, da se to dogaja in kako se na to pripraviti? Glejte, tako kot veste, sem karmična diagnostičarka in nimam nič z vedeževanjem. Diagnostika v smislu karme pove, kar seješ, to žanješ. In kaj je človek posjal, da mu je mogel plas odneseti hišo, narediti celo štalo v hiši. Ni nujno, da je to on. Teren je bil že odprej tam, lahko 100, 200, 300 let obremenjen. Namreč kot otrok sem preživela hud rušilni potres na Primorskem. Leta 76 sem imela samo 5 let. Ni bilo neke romantike, tako kot jo vidimo zdaj tlele, s temi račkami. Spali smo odzunaj v Adria pri Kolici celo zimo in od takrat začutim naravne katastrofe in nesreče. In proučujem to, kar so pred mano proučili že drugi in hočem osveščati ljudi. V ta namen sem v začetku leta, tako ste mi videli na naslovnici, ona v rokah držala Pozejdonov talisman, namreč Pozejdon, bog vode, morja, se pravi, ki je tudi ustvaril in tudi uničil Atlantido. Se pravi, to je kot simbolično Atlantida, ko je civilizacija razvita, ko imajo vsi vsega zadost, pride element ega, in ki ga vcepijo temne sile. Evo, tukaj lepo je tle za mano, koliko družbe imam. In ljudje začnejo razmišljati narobe. Ta temni element županom vodi vcepi v glavo to, da je v redu, da sprejme podkupnino. Kaj je voda povzročila? Voda je povzročila, da je prišlo na dan celo to, kako so slabi mostovi, kako so slabe kanalizacije, kako so slabi zakoni glede odtokov, da občine pravzaprav niso imele v pristojnosti nič možnosti pomoči in je vse zdaj le na državni ravni. V glavnem, ljudje so tudi glasovali proti zakonu o spremembi vode. Niso niti vedeli, kaj so glasovali. Pod tem inštitutom 8. marec so zbirali podpise. Tako da zdaj, kaj so izglasovali in kaj vse je bilo preprečeno. Tle not je treba imeti zdravo pamet. Ljudje kar po nekem občutku in ta občutek je vcepljen strani nekoga drugega in ni to tvoj resničen občutek. Se pravi, ljudje smo dovzetni za to, da prevzemamo občutke drugih. To pomeni tako, če nekdo zraven tebi je neko fino tortico, boš dobil še ti željo, da bi jo jedel. Če ti zadiši po pici, te že zamika, da bi šel na pico. Se pravi, ljudje smo dovzetni do občutke drugih. In moj nasvet je, pazi na svoje občutke, ne slediti množici, ne podpisovati nekaj, kar ne veš, raj ne. Kaj pomeni ustvarjanje, se pravi, kreiranje, vzdrževanje in uničenje. Del tega stvarstva je obenem ustvariti, se pravi, ne vem, z rastline nekaj zrase, zrase drevo, vzdrževati, morajo biti določeni pogoji izpolnjeni in ko je čas, ko nekaj ni več uporabno, je treba uničiti. In se samo uniči. Voda ima to moč, da iz zemljo naredi plodno, ampak voda ima tudi rušilno moč, da tudi odplakne. Tako kot je potres na Primorskem, ki je po celi Soški dolini, kjer je nekoč bila v prvi svetovni vojni huda Soška fronta, Soča krvava tekla, ravno v tisti liniji. In zanimivo, potres je prišel s Furlanije, dol so bile smrtne žrtve, pri nas ni bilo smrtnih žrtev.
Vse to o naravnih katastrofah, o Pozejdonu natančno opisujem v knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice. Danes bi vam pa rada povedala, bistvo vsega je, da veš kdaj, kaj kreirati, kaj vzdrževati, kako vzdrževati in da veš, kdaj uničiti, ko je treba uničiti. A ste že imeli kdaj prijatelja ali pa prijateljico, ki ni mogel prekiniti definitivno z bivšim? Se pravi, da kar naprej nekaj vzdržuje, neke message, neke kontakte. Mislim, da to ni v redu. Ko je nekaj dokončno, ko drevo usahne, ga je treba požagati. Ne iz tega, ta energija se pol transformira v nekaj drugega. Ko je listje rumeno, odpade z drevesa. Ne, tudi mi bomo zapustili svoje telo, tudi mi pač nismo večni. Uničenje je del stvarstva, vendar uničiti nekaj, kar je v osnovi koristno, nima smisla. In da bi ljudje o tem vedeli, da ne bi uničili, kar je v redu, da ne bi podpisovali stvari, ki niso v redu, da bi imeli občutek, kdo jim želi dobro, kdo ne, da bi imeli smisel ustvariti in kreirati. Za ta namen sem pač izdelala tale Pozejdonov talisman že v začetku leta, ki obvaruje atlantitski Pozejdonov talisman, ki obvaruje človeštvo pred tem, da narobe deluje, da se vidi, kje je voda, okrog predstavlja vodo, 3 zob predstavlja vsak zob soje. To je enako pri Pozejdonu kot pri Šivi. Te vile, kreiranje, vzdrževanje in uničenje. Pomemben je vhod energije v določen prostor, tudi v nas. Pomembno je, da kroži tam. In pomembni so vsi 4 elementi, ker govorim, recimo, da prvi trizob, ko porušimo kaj starega, naprimer hišo, lahko tam zgradimo novo. Drugi, vzdrževati. Stalno je treba vzdrževati zdravje, odnose, fizično, materialno, duhovno. In tretji je uničiti. Uničiti moramo vidne in nevidne sovražnike, da bi lahko zagotovili obstoj. To pomeni tretji trizob. In uničenje, vse te energije so v osnovi neutralne. Ustvarjanje, vzdrževanje in uničenje. Vsaka je lahko škodljiva, če ne veš, kdaj ustvariti pravo stvar, če ne veš, kdaj je treba konc narediti in če ne znaš vzdrževati. Ponavljam še enkrat, razlogi za naravne katastrofe, to, kar sem na naslovnici mesečne revije in tudi v časopisu Dobra karma horoskop, že v začetku tega leta povedala, ponudila mojim klientom, vsi, ki me sledite na YouTubu v brezplačnih e-novicah, kako se je treba pripraviti na to leto 2023. Vsi tisti ste jo dobro obnesli in vesela sem za vas. Verjemite mi, da je včasih treba zelo malo za zelo veliko zadovoljstva. Že takrat sem recimo pisala ko sem bila v parku v Ljubljani s tem talismanom. Ta talisman sem dobila v kanaliziranem vidu. Namreč dobivam sporočila, kaj naj nudim ljudem, kako naj jim pomagam, kaj je za koga dobro, katera lokacija je kje najboljša, kdaj je treba nekaj na novo, kdaj je treba nekaj spremeniti in kaj in kako je treba spremeniti. Za vas pa imam, razen tega atlantitskega Pozejdonovega talismana, tudi novo storitev, in sicer spiritualni coaching, kjer se povežem direktno z vašim spiritualnim
vodnikom in za vas kanaliziram sporočila. Obiščite mojo spletno trgovino omgarden-shop.com, mojo spletno stran omgarden.si, kjer se lahko naročite na brezplačne novice. Kmalu spet z vami. Hvala.